če bi jaz bil predsednik. Nisem pozabil med reklamami. Če bi jaz bil predsednik, bi vse blagajne v trgovinah morale biti odprte vedno. Vse blagajne bi morali delati. Če bi jaz bil predsednik, bi vsak državljan moral imeti ustavno pravico, da nakupljeno robo v svojo vrečko zlaga 3 minute. Mi torej vemo, vsak od nas ima vsaj teoretično možnost, da lahko postane predsednik. Vizualizacija je vse. Torej, če bi jaz bil predsednik, Donald Toš, bi za začetek postal diktator samodržec, dal bi si vsa pooblastila, zavedno poklical bi predsednika vlade in bi rekel, sem pa prizem ti, tu se vsedi, dobro, kakve čevlje imaš to? Idi se preobut, prije nazaj z drugimi čevlji, bredi, 2 minuti imaš, counting, now, ok, you're fired, feel, drugega, sem, ti boš premijer, vsej se, tu vodi, piši, zdaj pa tak, najpametnejši v državi sem jaz. Imaš napisano? Dobro. Gledal sem toto kroglo razreza slovenskega proračuna, zdaj pazi. Mi imamo 9 milijard, od tega gre 5 milijard za financiranje finančnih instrumentov, za kredite, za vse, kar so jemali ljudje, ki so bili tu pred mano. To z mano nima nobene veze. Od zdaj naprej ne plačujem več, nič. Idi povedati v Ameriko, samo še tekoče stroške plačujemo. Piši vsem, ne pusti, bom jaz tweetno. Slovenija won't pay any doubt anymore. Send, feel. Če pa če odmar med teh 5 milijard naših, pa naj grejo točno k tistemu, ki se je podpisal na papir, ki je sprejel kredit, ker moji ljudje nimajo nič s tem. Itak tega denarja niso nikoli videli. Ljudje nimajo, tablet nimajo, v Mariboru nimajo anestezije, razumeš? V Mariboru nimajo za knjižnico, knjige nage, vuni ležijo na ulici, nimajo kje biti, na vlažnem so, ljudje si jih morajo sposojati, ker v knjižnici ne morajo biti. Vsakič, ko priješ v knjižnico, moraš vzeti 10 knjig, zakaj da knjižnica ne bo tako puna, ker je premala. V Mariboru ni knjižnice, ker ima Slovenija kredite, v glavnem, ne bomo plačevali tega več. Nič, ne bo plačal nič. Ne plačujte kreditov, nič, prepovedano. Reši zdravstvo, tu imaš 250 milijonov, evo ti ga na jutri več od nobenega, nočem čuda, kje kakva vrsta. Rešeno, taki se bori biti predsednik. Gremo dalje. Torej, spreminjam demografsko politiko. Od danes naprej, piši, vsaki materi, vsakega rojenega otroka država izplača enkratni znesek v višini 14 milijonov evrov. In zdaj misliš, čuj, če staviš na Chucka Norrisa, pa če še enega otroka rodiš, je to lahko 30 milijonov, če vtrofiš 2 datuma za nič. Je tak? Glej, plus vse plačane šolnine za vse državljane, plus zastonj malca za vse deco v šolah. No, bomo več poslušali, da deca v šoli nimajo za jest. Plus plačane počitnice, plus neomejena uporaba interneta za vse državljane, plus tedenska žepnina, plus študent. Evtanazija od danes naprej legalna. Če kdo hoče vmret, pa ima denar, zato od danes naprej lahko vmre, če ima denar. Ljudje brez denara bi radi živeli, tisti, ki ga pa imajo, bi pa radi vmrli. In čuj, če bi rad vmr, pa če ima denar, naj si kupi, v Sloveniji lahko. Svobodni v smrti. The land of the free. Komercialni cenik bo objavljen naknadno. Ker mora biti komercialni, to bi bil hit. Za naše državljane pa dostojen pogreb je neodtujljiva pravica vsakega državljana, stroške prevzame država. Od zdaj naprej. Šolska torba našega malčka ne sme tehtati več kakor 3,5 kilograma. Poskrbeti je potrebno za distribucijo hrane potrebnim. V Združenih občinah Slovenije ne sme biti niti enega lačnega človeka več. Vsak dan 1 uro telovadbe v šolah, pa v službah, pa doma, tudi. 2. januar se ukine kot praznik. Spet, veš, kaj 2. januar, to bo vedno v Sloveniji, to bo, to bo. 2. januar boste videli, kaj se bo zgodilo, ko se bo. Ukine se kot praznik. Če kdo hoče imeti praznik, naj si vzame dopust ali pa naj reče, da ima trgatev. Legalizira se najstarejša obrt.
legalizira se delo na črno, legalizira se siva ekonomija. Politika od zdaj naprej v Sloveniji prepovedana. O vsem odločam samo jaz. Prej smo govorili o vodi, ne. Vodo ponovno nacionalizirati, vse vzeti, voda je od države, od samo prej moja, jaz sem država, jaz razpolagam z vodo za vas, spoštovane državljanke. Ob nedeljah vse trgovine zaprte. Nedelja je od zdaj dan za družino, druženje in počitek. Hočeš, nočeš, moraš. Lahko žalosten stojiš pred zaprto trgovino, pa gledaš not. Državni aparat se zmanjša na četrtino, legalizira se konoplja, ne le industrijska, navežejo se intenzivni stiki z Indijo. Ukine se DDV, le tega nadomesti dohodek iz Indije. Uvede se enotna davčna stopnja, 10%, prepove se proračunski primanjkljaj. V kraju Sevnica se postavi večji brat dubajskega Burj El Araba, imenovan The Grand Sevnica Hotel. Receptor Ralph Fiennes. Tuje banke lahko poslujejo v Sloveniji samo pod našimi pogoji, kredit za vse državljane po 1% fiksni obrestni meri, Libor od zdaj naprej v Sloveniji prepovedan. Dobro se čuje, ne? Tak, odločno. Sredstva za kulturo, umetnost in izobraževanje podeseterimo. Krasti je od zdaj naprej prepovedano. Globalno razširimo šmarnico kot zdravilo. If you can't smoke it, you can still drink it. Samozadostnost v oskrbi z bananami. Od zdaj naprej mora Slovenija postati samozadostna v oskrbi z bananami in banane morajo biti v vseh trgovinah na vsaki vagi pod isto številko. Da državljani v različnih trgovinah ne bodo zmedeni, pod koliko imajo tu banane. Izstopimo iz EU, izstopimo iz NATO, razen če oni plačajo nam, da smo not. Triglav ne more biti last nikogar drugega, razen države. O tem se ne pogajamo z nikomer. Nasuje se novih 45 centimetrov, glede na to, da je Triglav ob Slovencih za 45 centimetrov glavo spustil. Te veš, kaki narod smo mi, stari. Da je Triglav, veš ti kaj je Triglav, odvedno je on tam, ampak letos je rekel, dosti imam, stari, ne morem več, to ti niso normalni, 45 centimetrov je šel dol, ne več, nasipali ga bomo do 9000 metrov. Naprimer.